Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2, kjer začenjamo današnji dvojni paket prvoligaških tekem slovenskega nogometa. In sicer v športnem parku v Domžalah danes gostuje ekipa Tabora. Brez ofsajda Kolobarič vrača nazaj do Ibričiča. Ibričič na drugo vratnico, poizkus Podlogarja, toda kot tudi je kar dolgo časa trajalo, da so, zdaj pa priložnost, Rovas in gol! Grk Rovas pa bo zdaj verjetno zaplesal malce Sirtakija v Domžalah. Tabor vodi 1-0. Iskali bodo svoje priložnosti po teh bočnih položajih, prav gotovo hitra Dialo in pa Rovas bosta ogrožala Sikošek, priložnost in izenačenje. Senijad Ibričić za 1-1. Po dobri minuti igre, minuti in pol, so se takoj v igro vrnili nazaj nogometaši Domžal. Poglejmo akcijo. Ibričić najprej do Svetlina, korak 2-3. Rovas še en predložek v kazenski prostor, Podlogar in ni se pustil pretentati. Salkić pa Podlogar v kazenski prostor. Pa na mestu Ristić, Pišek, lepo tam Pišek, ali je tukaj priložnost in Domžale vodijo. Domžale vodijo z 2-1. Tamar Svetlin pa se lahko zahvali Janezu Pišku. Ja, kombinirali so ničkolikokrat po tej levi strani, iskali tisto podajo v prazen prostor in jo našli. In veselje na klopi Domžal. Poglejmo. Necko Tazović je že pripravljen, zdaj pa priložnost za povišanje in brani Koprivec. Še enkrat in Domžale vodijo 3-1. Tamar Svetlin pa za povišanje na 3-1. In danes, kot kaže, se nič dobrega ne piše Taboru. Lani so dvakrat izgubili na tej zelenici in nekako se je tradicija in zgodba ponavlja. Torej, Tamar Svetlin pa danes že drugič trese mrežo Koprivca. Držal pesti, da na 13. tekmi pride še do svoje 7. zmage, odkar je prevzel Domžalčane. Husmani ima dovolj prostora. Husmani brani Koprivec. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Pravočasno smo se vrnili v igro po zaostanku, ampak smo odigrali eno disciplinirano garaško tekmo, malce v neugodnih vremenskih razmerah. Izkoristili smo svoje priložnosti oziroma nekaj, od katerih smo jih imeli v celi tekmi, in veselimo se zmage. Imel sem občutek, da bi lahko malo več iztržili, kakor smo. Poraz, mislim, da bi lahko iztržili vsaj remi, ampak uvod tekme je bil odličen za nas, po nadaljevanju je bilo pa preveč napak, tako da čestitam domačinom za zmago.